Ja, moramo imeti. Če ga ukradejo, da imaš... Da ga lahko na remote zresetirajo. Ampak ta omogoča tudi to, da lahko ti pač vse delajo, no, Maja. Sudo control, kako bi šlo k temu. It swings both ways, ali kako bi šlo. Je za security, ampak lahko ti pa tudi malo šarmo po kompjuterju, če čmo. Tak, security biseksualc. Ja. Vse te stvari. Za poštene je dost, ampak lahko si pa vse vidno. Te stvari zmeraj delujejo v obe smeri, ne? Večina stvari je tako, z dobrim namenom, ampak... Mislim, doma roke čez. Who's watching the watchers? Ja. Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. Tako. In z močnim smokanjem. Moramo povedati, da smo spet v tem kvartalu. Začetni kvartal je, čeprav smo nasretno, ampak. Se zdaj že oktober. Ja, v bistvu res, ja. A je to že nov kvartal? Oktober, november, december. Ja. A je? A so kvartali na 4 mesece? Na 4 mesece. Ja, skoraj. Kvartal. Ja. To se stvari iz italijanščine, ki si jih naučiš. Tako kot karantena. Ne? Kvartet pa to. Kvarteta. Kogas pa je? 3. Kdo pa? Jaz pa moj brat. Kva imaš brata, ne, za kva prašaš? Ti stare šale. Ja, res je. Kaj pol? Enač. Kje smo ostali zdaj? Kje smo ostali? Ja, per epizodi 175, če se ne motim. Ja, 175. 175 epizod, ali kaj smo že. Ja, pa še nulta, pa še una bonus. Se pravi, tehnično 177. Mislim, bruto. Bruto, neto. Je to neto? Ali... To je pa že kar malo razmerje. Mislim, to je že tako, kar... To je že kar dobra cifra. Ja. Se mi zdi, da... Kakšna, še malo pa 2-0 velika. Veš kaj, zdaj sem študiral, še dobro, zdaj sem si naredil, koliko imamo še do konca, približen estimate, ne, sam s tem, da nisem računal, da so ena poglavja res dolga. Ne. Si sam na poglavju naredil? Sem sam na poglavju naredil, koliko ne, ampak se nam je zdaj že, čez poletje se nam je premaknili iz decembra na januar, da bomo končali s 5. knjigo. Se to lepo, da gremo v novo leto. Tako da se mi pri tem 15. poglavju imam pa tak občutek, ne vem, da bomo julija konca. da bomo 15. poglavje obdelali tam nekje sred novembra mogoče, če nam rata. Če bo sreča. Ali pa vsaj do vseh svetih. Ne vem, bom videl. Vseh svetih je pa res to. Nikoli nisem vedel, kje so te sveti. Sej vem, ampak včasih je bilo, sem veliko slišal, ampak nikoli nisem štekel. To je naša nona skozi. Ja, se to, tudi pri nas je bilo to. Teta ali pa... Ti si moraš sam predstavljati, da v New Orleansu so praznovali, mislim, še zmer praznujejo pust, tako kot mi. Sicer se mu reče Mardi Gras, pa malo topleje, pa malo bolj zabavne povorke imajo. Kdaj to je? Za pusta. Mislim, tako, prav pust. To je logično. Naš datum. Ja, naš datum. In tam se poje tudi When the Saints go marching in. To pa je veliko za zapomniti. In pa so vsi sveti, tako sem si jaz pol zapomnil, da to najbrž bo to. Pa še... Vz jazz pa to, pa si pa čisto drugi luk. Pa Koravde, pa Joški, pa tako naprej. Ne, pa te... to je Mardi Gras. Ne, jazzu. Ne, Marči, tudi Koravde, pa Joški, pa to, ampak te bendi, razumeš, kako... Second line, kva pa to žgeja, razumeš. Res, ko ima verbalčk, pa oni s trompetom, pa pozavnem, pa z unim baritonim, kva so že te tube ali whatever. Pa igrajo pa vse, kar češ, razumeš. Pa še ima poje zraven, pa lušen. Če bi kdo poslušal to muziko v TV serije, priporočam Treme. Treme, ja. Od tega, kaj že... Tak je The Wire naredil. The Wire naredil, pa pol tudi druge, ampak Treme je vrhunski, ker je zgodba o New Orleansu po Katrini. Tako. In tudi zanimiva zgodba, kako so oni pol to v bistvu prenavljali dobro, kako je šlo lepo. Je malo balkanskega v njih.
Mislim, da je tem v Tremeju je bilo tako prikazano. V bistvu je Treme, imaš prav, kaj je francoski. Mislim, da malo balkanskega je vseh. No, ampak tam je bilo pač tako, kaj bi predstavil vsem ali pa mogoče. Malo pač neškoncno, vse pustimo. Ne v Avstrijo. To mi mislimo, po mojem misli sem tako idealen. Najbolj v Avstriji. Verjetno je isto. Tako sam, da ima eno kravato več. Malo del se delajo, da so fini. Več spizdijo. Ne grejo na švape, pa na šnops. Šnaps več rabijo, veš, kot krmi. Če bo šnops, pa isto, se boš prav, sad je šnaps. Imajo pa boljše vlake, ali whatever. Kaj imajo? Boljše vlake. Pusti vlake, vse en ti je. Spiš enega. Kaj ti bo vlak? Kaj ti bo vlak, spiš enega. Tako se pa naredi biznis. Tako je pa pol Balkan. Če kdo mi je razlagal enkrat, ali je to nek urban mit, da ne, če greš pa na vzhod, ne, da to pa preden te ne vidijo pijanga do daske, do asfalta, ne boš v biznise s tabo delati. Najprej, ne. Te more polohati. Recimo v Rusiji je to. In Rusija, in ne vem, Ukrajina, in Poljska, in ne. Vse to je skap, kakorkoli zdaj niso skap, ampak. Ampak je, da so to prav zgodovinski temelji tega. Aha, tako? Ja. No, pa ni sam rekla kazala. Ne, to je v bistvu. Vino veritas, ne? V bistvu je, da če se pač nočeš napiti, pomeni, da se hočeš imeti pod kontrolo, če se hočeš imeti pod kontrolo, pa pač nekaj skrivaš. Kar je logično, ne? In alkohol prizadene, ne vem, ta sprednji del možganov, in to, to v bistvu, kar rečeš, da ušpil, to si dal mozak na pladen, da zdaj to. Da več ne skrivaš, ne? V bistvu je to tudi ena, je ena knjiga, Mende Fajn, Drunk, od, ko je Edward. A ta Slingerland? Ja, to sem pa slišal same pohvale, Tako on ima tezo, da v bistvu je človeštvo napredovalo do te stopnje civilizacije zaradi alkohola. In on to tezo razvije do te stopnje, da so bili pripravljeni ljudje sodelovati med sabo zaradi alkohola, ker so se ljudje, ki se drugače niti slučajno ne bi mogli pokonektati, so se jim je alkohol pomagal in so nekako lahko neke stvari naredili. Je pa ni še tako, tisti, ki so se pa zmlatili vmes, so se pa itak dali stikle. Mislim, dobro, se bi tudi brez alkohola, z alkoholom vse veš, kako je. Ampak se daš iz cikla. A ni bilo še to, a je bilo to njegova teorija, da je v bistvu v možgan, da je v bistvu alkohol neki okrenil v možganih, da smo se lahko razvili bolj, mislim, da se človeški možgani lahko razvili bolj, kot ostali primati. A veš? Čeprav tle pol opice, ki pijo alkohol, pa ga kradejo po turističnih. Mislim, bi že tudi napredovali, kam najbolj še ne. Pa dobro, mogoče se začeli 300 let za nami pita, veš. Idem to. Počakaj še malo, pa bo Planet of the Apes, še malo. Mislim, glej, tale, kukar delamo s planetom, ka svino z mehom, pač naša civilizacija bo šla down under, a en bo pa pač, a veš. Je vse ciklično, ne. En bo pa, sej, če ne bilo unga kometa, ki je dinozaure potamanil, da veš, tudi sasavcev ne bi, ne. Ja, ali so pa šli, ne. Ja, pa še zdaj so te omejeni na 1200 vatov. Dobiš več za unih? Ne, 600 pa to ta hudih. Moraš iti v Bosno kupiti. Če hočeš tazga. Ne, se mislim, da je še celo na manj, ne celo ta. Pod Jurja. Zdaj mu moraš smetiti lačet noter, zato da sploh požera. Prosim. Noter pika. To, ja. Ja, pa takole sesavci. Ja.
Tako je, da pijača ni sam slabo. Da so za pijačo, to je sicer za drug podcast, ki ga obljubimo že čisto dolgo časa, mogoče enkrat bo. Ampak že pri navezovanju stikov, ki si pač lesen pubertetnik ali pa pubertetnica. Malo ulajša stvari. Ful pomaga, v resnici. Priznam. Ampak, ja, vse smeri, mislim. A veš, sam v resnici pa te stvari da naučiti že prej, ki še ne ugotoviš, da je alkohol res tako dobra stvar, kot je, kot je že tudi naš priljubljen avtor v prvem ali drugem poglavju gotovo. Ampak se da tudi naučiti, kako se pristopati drugim ljudem, ampak pač ne. Ampak gre v obe smeri. Najprej, imaš malo poguma, da sploh pristopiš, še posebej kot najstnik, ki si itak vas neizkušen, strah te je, itak te vsi gledajo kao itd. In tudi na drugi strani mogoče več, kako bi rekel, več volje po spoznavanju, da nisem Če druga stran tudi malo. Mislim, da ne, da je večina je pač večina naših, mislim, če bi tako gledal čist root problem, je, da v bistvu imamo najbrž nek ta strah pred zavrnitvijo, pa ta samoohranitveni nagon. Nas dve stvari nas furata. In pač ta nagon te fura, da bi pač se razmnoževal. Ta strah pred zavrnitvijo ti pa pač to mečkano onemogoča, zaradi tega ti je pa strah, da boš zavrnen, in pa ti si zbijaš, ne vem. Pa si tako si nesiguren, ampak na drugi strani tudi isto, ker pač se to ti ziter ne veš, kot moški, ne veš, kaj se na drugi strani dogaja, ampak itek mi bo rekla ne, pa gor pa dol, ampak če je tudi druga stran malo intoksicirana, te tudi mogoče lažje sprejme, tudi če nisi njen najboljši kandidat, ali kako bi človek temu rekel, Tako da to mislim, da it works both ways. Ne, sigurno. To mislim. Absolutno. Tako da alkohol. Praise the Lord! Ko smo bili pred 3 leti, pa to. Na pol je tudi razložil, da se je v bistvu problem pojavil pol kasneje, ker zdaj lahko sami dostopamo do tega. Drugače prej ne pa žganicam. To je žganicam, da se to v bistvu šele sicer destilacijo poznamo, ne vem, že mende par tavžent let, ampak se nikoli ni uporabljala za pridobivanje. Za rekreativne namene. Mislim, je bila bolj za neke zdravile, za take stvari, za pijačo se je pa šele tam okoli 1500 začeli to uporabljati, za šperite. In tudi vse pijače prej so imele tam 2, 3, 5 ni imel skoraj nič. To je Perrin imel manj, je imel 2, 3. In to je pač nekdo v vasi delal, to nisi mogel ti sam nekako proizvajati. In to se je uporabljalo, sicer oni so imeli prazenkov mende skoraj 3/4 leta pred industrijsko revolucijo, in se je skozi neki slavili. Se si mogel malo zabavati, če zdaj cel dan lahko te lev pojedu. To so bili skozi družabni dogodki. Tudi so bili levi, mislim, mogoče ne v Angliji, ampak so bili pa volk. Zihar so Rimljani kaj privlekli. Levi so bili v Sredozemlju, jih je bilo ful, dokaj niso Rimljani strebali pač za vse borbe pa to. So bili, smo jih imeli, ampak pol pač se je to šlo. Preklet Rim. Pa je, to sem nek prebral zdaj. In da v bistvu prej je bilo to pitje čist družabna zadeva, veš, to se je dogajalo na vaški bazi oziroma na neki. Pač veselica, lušen. Polka se je pa to preselil med 4 stene, ker ti je omogočeno bilo, da greš v štacuno, pa si kupaš boco, pa takrat je pa pol to stvar malo problematično. Poznam. Spet smo te, dobri nameni pa to. Mislim, da se vrnemo cel krog. Ne, pač vse smo že rekli, srednja pot, ne smeš pretiravati. Nikoli z nobeno stvarjo. Gremo avizo. Če imate kakšen recept, nam ga napišite na kartico, pa pošeljte. Lepo prosim. Še nam povejte, kako. To je večno iskanje tega. Boh ve česa.
Ja, pejmo na vizo. Božjega. Božjega. Ja. Ne vem, če... Ja, le en korak si pa bližji. Če lahko rečemo, da razlikujemo med Božje pa Bog, ne? Ker res Bog čist preveč... Ti ga z veliko pišeš. Ne, z inštitucijo ga. Se pravi, bi mu dal z veliko. Ja. Ne, ampak razumem, da je neki Božjega, mističnega, neki nad, to absolutno obstaja neka, ne. To imajo tudi ajovci imajo, ne. Kako že Bog ali to, kar ti razumeš kot Boga, ne. Ko so ugotovili, da če bojo samo une, ki so res vedni, ne, probali... Da ne ušlo. Ja, hiter bi zaprl, ne. Tam nekje 35, po 2 letih bi bilo vertika, veš. Ne. Pa so pa rekli, da to, kar si predstavljaš ti kot neko pač višjo silo in to je pa lahko karkoli, ne. Lahko je tudi soseda, ne vem. Vsakemu svoje, le. Ja, v glavnem. Pejmo zdaj v vizijo. Tako, ne. Ti si 5000, koliko jih že imamo. Kaj, avizov? Ne, bogov. Ja. Avizov imamo tudi, če ne drugih jih imamo 174. Ne. 176 v bistvu. Ja, no, mislim, v bistvu, ker pa še une nula, pa tako, blablabla. Zdaj tak mah jecem zdaj na vas. Ja, ok, se zdaj avizov je že od spod, stari. Zdaj po moje smo že malo predolgi, mogo malo rezati. A boš za Slavka te povedal, kje smo? Čakaj, start, sem še za Slavka. 60 minut Slavka, kaj pa je še tega? Sem dobro. Time stamp. Zdravo, štobarke in štobari. Smo še vedno, mi pa smo. Ne, mi pa smo v klopaju. Mi dva sva pa. Ali to je ostal tekst, ki je očitno scenarišču spet v Maredo malo žurati. Tako da, ja, to je podcast. Ja, mi pa smo. Aljo. Peli. Inzi. Zahvala za podporo pride tukaj. To, spodaj. Hvala, da se ribe.si. Zvala pa čak. Zdaj se je treba Se prečujem, neki si mi za tako. Zdaj je mogo to res začeti brati. Hvala, ker ste se držili to profesionalni podcast. Hvala, ker nas poslušate. To nam res najbolj pomeni. Sploh v takih trenutkih, ko vemo, da ste z nami. Ko vemo, da ste z nami, mi pa ne vemo, kaj delamo, ampak dobro, lej. Človek bi mislil, da po tok cajta... Mi smo kaj vogonske roke. Ne vemo, kaj dela desnica, una pa tudi ne. Kaj dela? Levica ne ve, kaj dela desnica, pa tudi ne. Ja, bravo. To je bilo že zdaj iz rubrike v prejšnji epizodi. Ok, no, to je zdaj bilo to. To ni bilo prejšnji teden. Ja, smo obdelali prejšnje poglavje zdaj. Ne, pa Ford je spet skočil. No, Ford je pobegnil vogonom z drznim skokom skozi okno. Pa na pošto je dal pa še prej štoparski vodnik. Na pošte pakete dajo. Pa upajmo, da ne na slovensko, ker to traja. Sam dostavijo, pa je v Italiji še hujš. Tako da. Ja, jaz sem glih zdaj eno slabo izkušnjo. Veš kaj, slišal sem pa, da kartice z Hrvaške tudi zelo dolg časa hodijo, kar v bistvu razloži vso to situacijo z našim bazenom, ki je predvsej prazen še zmer, tako da jaz upam, da... Zdaj tako, kot so imeli v času Italije, veš, zdaj ta centralizem, zdaj gre čez Bruselj, gre kartica, pa pride polk. Zdaj, aj na pol prazen. Zdaj, ko so oni v Evropi, gre to v Bruselj najprej, pa... Aj na pol prazen ali na pol poln, zdaj, kako kar gledamo. Ja, mislim, kakšen čovk si. Ja, mislim, ne, pustimo, kako je zdaj. Ja, no. Ok, prejšnji epizodi narejeno pozorilo za Kvarnik. In zdaj gremo spet nazaj. Artur in vzgoji. Ja. Zdaj smo pa tle, ne. Prejšnjič, ko smo Arturja pustili v zgodbi, je ostal sam s pubertetnico. Ja. Jaz tudi. A pa je to, ali je to v epizodah? Ja.
Ali jo je prvi mesec, ko ste se spoznavali, je bil rahlo težaven. Je bil? Zdaj, da ti povem primer, sva šla zvezke kupiti. Ja. Pa, nisi vzel najnega nasveta, pa v to pokliku po internetu? Ne, mi moramo to čutiti. Do roko primeš, razumeš. Prideva, obrnila sva Miller, Mercator, prideva še v Špar in noben zvezek ni bil v redu. Pa v Šparu le rečem, mislim, kva ti sploh rada, veš? Ja. Kaj iščeva, da veš, ne? Veš, jaz bi en tak full basic zvezek. Ok, in jaz pol tam začnem malo gledati in najdem res zvezek. Piše basic? Ne, zvezek, tak, plain čist, res, veš. Nisi vprašal, kaj je za njo basic, ne? In ga pokažem, sem rekel, lega, ta bi bil. Prav vse ne vem, če naj rečem. Sem rekel, kaj je? Ful je preveč basic. Se rekel, včasih pozabim, da si poleg tega, da si najstnica, da si še ženska. Veš, tako da... Shots fired. Ja, tako, ne. Ja, je pol ugotovila, ja, da je. Je zdaj to smešen zmeram. Mislim, je to zdaj taka interna šala. Zvezek se pol vzela ali ne? Tizga ne, sva pol najdla ene malo manj basic, ki so bili še dovolj basic, da smo jih lahko vzeli. Je meja med basic pa Pri našima dvema skoraj pubertetnika jaz opažam pri oblačilih, za naslednji dan, ki si jih je treba naštimati. Ta mala, ona to color koda pomeča, razumeš to, mislim, urednica mode v kozmetolog gre v penzijo, pa v Vogu, pa v vseh ostalih cajtungih tudi, ker nimajo pojma. Ker Zarja obvlada v nulo. Laura pa vzame prvo stvar iz vsakega kupa, pač gate malca accordingly in si da na stol in pol žena pride, pa kaj si pa to zbral? Ja, povrst, kar je bilo, ne. To je bilo. In on toliko je vesel, kar radio, res. Če bi mu redno prav, vsak dan bi imel lahko samo en kos vsakega oblačila. Z veseljem. Razen, če je kakšna pač kakšen večji dogodek, recimo, ne vem, kaj pa se. Ne vem, da imajo kakšen kaj v šoli, da kdo pride, ne, pa on srajčko obleče. To pa za tahmašno pa ima, za te posebne dogodke. Drugače za navaden dan, lahko je kot denar, se zelen, pa rdeč pa vse. Ne sekira se, sploh. Ampak mislim, da je to zdaj še ta čas pred pubertete, da pol, ko bo to prišlo, ne... Ne vem, s temi fanti pozno neki pride, no, veš, kaj naša je bila tudi tako, da trenerka pa to je to, ne, zdaj pa to outfit, mislim, a veš, to so... Zdaj treba malo razmisliti. Zdaj pa to projekt. Tako da, fantje pa, ja, hlače pa in polover, ja, to je to. Gremo, ja. Ne rab drugega. Ne vem pa, kako pol kasneje. Ja, to bomo pa pol zvedeli kasneje, ne, pač sprot. V glavnem, Random pa Artur, prvi mesec, ko sta se spoznavali, je bil rahlo težaven. Drug mesec sta se skušala sprijazniti s tem, kar sta zvedla drugom v prvem mesecu, pa je bilo dosti lažji. No, to je lepo, ne? Ja. Se premika. Ja. Tretji mesec je pa prišel paket, ki je bil resnično kočljiv. Zdaj mene zanima, ali bomo tle se sprašvali, kaj je bil za en paket, ali se bomo delali, da vemo. Ne, nekaj v Amazonu je bilo, daj. Brez veze. Noži, ali pa podstavki za sendviče. Ja. No, in pol tle avtor razloži, kako je s temi meseci, pa leti, pa lunami in lamueli. In je pač, v bistvu smo ugotovili, da je na tem planetu še malo bolj enostavno za Arturja, ki je bil navajen na Zemljo, ne? Ker ima... Zelo podoben je Zemlji, samo malo drugače. Malo bolj simpel, 300 dni. A veš? Mislim, ni, samo 9 plač bi bilo. Ja, zdaj ne vem, probaj z 9 plačam. Če zdaj imaš prav, to bi se zihar kaj pol rebalansirali, pa vadevar. Ja, če si vlada.
Poj pa čez civilno inicijativo opera. V bistvu je let je krajši, dan je pa daljši, dan ima pa 25. Tako da v bistvu ampak je pa 30 dni v mesecu. Je pa 30 dni, pa to je skozi se nekaj kompenzira, mislim tako. Mislim, za kapitaliste je bilo to super. Ja? 1 uro lahko več delaš. Tako. Ja, ker Artur je 1 uro več spi. Tako. Dnevo v mesecu je isto. Ja, kaj je lažje računati. Pa sam 9 plač daš. Pa pizda, to je kapitalističen planet. Čeprav niste še na te stopni, ne? Ja. Artur je bil edini kapitalist tukaj, ki je, mislim... Ki je že doživel kapitalizem. Pa tako, pa ni manufakturo imel. On je edini, ki se ni prodajal tega, ampak se nikoli ne reče. Po mojem, da ne. Po mojem, dajo to. Če kdo prišel, mu je dal sendvič. Oni so komuno so imeli, ne? Komunisti navadni. To je, vem ti. Eni so čisto navadno govedo. Ja, on je pa na solo pa sendvičem. Ja, vse je v redu. Mislim. Dokler štima, ne. Ja, dokler se eno vpraša, da je manj dubo, kot en drug. Kukor je avtor že dobro razložil, problem so ljudje. Seme dvoma moraš zagnati. Smo ljudje, se bom popravil. Smo ljudje, ja. No, v glavnem, lune, sonca, to je bilo ful dobro. Tle je bilo še ful ena lepa, da v nasprotju z nekaterimi planeti, na katerega ga je bilo v življenju zaneslo, in ki se jih imela smešno mnogo, lun namreč, ali pa sonco. In se spomnil na 2 sonci, Soulanis in Ram, ne Soulianis in Ram, to smo skozi narobe govorili, iz 16. poglavja prve knjige. Umadana, kje pa je že, da sploh se ne spomnim. Ja, smo to brali že. Tam, ko sta z robotom, pozabil sem robota. Kako je robot ime? Z Marvinom sta ostala na unem planetu, ko so šli oni pod zemljo v Magretejo. Magretejo, vidi se, pride vsega. Počas pa, nekaj se pa človek še zapomne. Ja. In to je bilo to, no. Ja, in Artur se itak mi je bilo fajn, ker je skozi malo prčko po uri, ne svoji zemeljski sicer. Ja, skozi je imel del, veš, navijal jo je, vsak dan jo je mogel prestaviti za 1 uro. Za 1 uro, to je, ki je malo striglane, ampak nič preveč v resnici. Malo ne smije nekaj, da je tako... To je spomin na dome, ne. Ka fidgetera, veš, da malo šraufaš levo desno. Ja. Ne, je imel ta. Kako je bilo pa random? Random pa ni bilo najbolj vesela, ne. Ja. Ne. Mislim, to si rekel tako zelo nežno, ker napadi Joka verjela je, da jo celo luna zasleduje. Ja, in sonce. In pač ni bila zadovoljna. Ne? In Trillian je sicer posvarila, da utegne imeti random težave s prilagoditvijo na rednejši način življenja, kot ga je bila navajena dotlej. Pa že prej ni bila navajena na nek redni način življenja. V bistvu ga je malo poturila, ne? Trillian je malo takole vrgla, ne? Dej, tukaj lejte malo, mene malo mot. Najhujše, ki mu je rekla, zdaj pa čas, da ti prevzameš odgovornost. Ja, točno to, ja. Je pa sej prav, da je fot, da kot oče ima odgovornost, ne, seveda. Čeprav ni videl, da je oče, ampak... Mislim, se strinjam, če bi on sodeloval pri tej rekreaciji, ne, ampak ni, ne. To je najhujše, to hočem reči. Artur ni bil pripravljen niti na to, da ima otroka, hči, pubertetnico, ki laja na luno, takole v prostem času, razumeš? Ali na sonce. Ne, na luno, sicer bi se tulila v luno, ampak v originale je Howling at the Moon. En dober pub v Londonu smo srečali, ko smo bil Howling at the Moon. Pa smo spili une žganice, ker smo rekli, da smo jih pred 500 leti izumili, pa je šla pa noč po svoje. Super je bilo. Nismo tulili v luno, ampak bilo je pa fajn. Skor. Skratka, ne. Ja, valjda, on je dobil sam končni produkt, nič od tega, ko bi rekel. Vse prej pa ne. Pa je še malo podvoma, pa sej on pa Trillian nikoli nista rekreacijsko zganjala, ne. In vprašal, kaj pa zaphod, ne. In pa mi je povedala, da pa to ni ista vrsta, ne. Ne gre to. Da ne gre to tako, ne. Ne deva. In da ko se ona odločila, da bi imela otroka, ne, je naredila celo vrsto genetskih preizkusov in so najdli samo en vzorc.
In kdo le od katerega je bil ta vzorec? Ja. Ne vem. Zakaj ga je dal? Edini zemljan. Nekdo, ki je potoval furat s svojimi izločki. Ja. Vseh vrst, tudi temi. Ja. Tako da, ja, očitno. In je, eto, tada, evo ti random. Včasih še nafukati ni treba, da nafukaš. Ja. Mislim, lej. Ja, res. Mislim, pol je Artur ugotovil in je rekel, hočeš reči, da si šla v genetsko banko? Ne, in je pol je povedala, da seveda to ni, da random ni plod na ključe, pač kar je on edini. Ne, mi razloži to, kar smo že razložili, tako da ja, v redu. Pa je tudi ta banka prekršila ene par stvari, ne? Da je povedala, kdo je fotor, ne? Ja, to ja. Očitno je bila zelo, ne. Mislim, se Trillian zna biti. Je pa le slavna, ne? Ja, pa Trillian, to zihar jim je povedala ta svoje, ne, da ne bojo tako šli, ne. In pol je povedala, da je kar očitno, v originalu je tle ful lepo, you were quite a frequent flyer, ne. Ja. Nisi sicer mislil, da bo s temi s karticami zvestobe še otroka domov, ampak glej. Vsake dejanje ima svoje posledice, ne. Tako da. Ja. In pol je hotel vprašati, koliko je stara in je rekla, da je narobe, oziroma v originalu je lepše, ker piše what age is she the wrong one. In pol pač razloži, da zaradi časovnih preskokov naprej in nazaj poteknost, prihodnost. Nič zihar, da 10 je bila, ampak pol pa je bilo teh preskokov ful, ne, pač služba, saj veš, ona potuje, ne, naprej pa nazaj v času. Ampak ta je bila lepa, ne, da včasih je pa mogla pustiti v kakšnem časovnem pasu za dnevno varstvo. Ne. In da danes preprosto ne dobiš več zanesljive časovne službe. Ne. Zjutraj pripeleš otroka, pa je star tok, nazaj grede, ki pa priješ iz službe, pa je star že ful več, kot mogo biti. Ne. Enkrat je pa pripeljala nazaj, je bila že skozi puberteto. Tako da bi se že, sta hudga že vrla, Artur. Čeprav ne zgleda, ne. Ne, zgleda čisto navadna pubertetnica, ne. In pol je Trillian šla. Ja, se je poslovila in... Kaj ćemo mi tudi je, tako? Ja, seveda. In rečemo temu pečina obežalnik. To je to, kaj ali kaj? Ja, Madonna. Ja, nič. Najlepša hvala, ker ste nas spet poslušali čisto do konca epizode, v kateri izvemo tudi, da dan danes preprosto ne dobiš več zanesljive časovne službe. Ja, se smo rekli. Tako je, taki cajti so. Dan še službe ne zanesljive. Tako da, kaj šele časovne? Mislim, ne zanesljivo službo. Tudi to, vprašanje. Včasih sem najzempon za poslu, pa delal zmeram, pa še penzija je bila. Moj stric je šel do penzije direktnega. Drito. Ja, no, vidim. Evo ti ura, evo ti. Po mojem z istim unior šafen cigarem oziroma setom. Takrat so bili še dobri seti. Ja, do penzije, se ti pravi. Enač, lahko se dopisujete z nami na dopisnicah ali pa na razglednicah, ali pa na družabnih omrežjih, kjer smo posod avno, opravičujemo se. Lahko pa tudi še komu poveste za nas, lahko digitalno, lahko pa tudi analogno, da kakšnemu drugemu pošljete kartico ali pa razglednico. Ti poslušaj ta podcast. Tako, to je dobro. To je lepo. Tako da z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Ja, hvala lepa. Hvala. Ta 15 poglavje bo še res do 1. decembra, tako da lušen. Ja. Bo se malce bolj raztegnil. Če se treba pogovoriti o teh pubertetnikih. Pa ne, se v bistvu pa lahko še, če imate izkušnje s pubertetnicami ali pubertetniki, do share. Lahko tudi kakšno nuno zvočno. Povejte, malo, da to ni stvarno. Ali pa tisti pol, ki prije po puberteti, da bomo pripravljeni. Veš to? Se zikaj obstaja. Misliš, da obstaja? Ja, valjda. Da se valjda obstaja. Mislim...